Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, o tem poročamo v nocojšnji oddaji. Uspešno izpeljani prvi participatorni delavnici v okviru evropskega projekta Growing Up. Na sejmu spretnosti se je letos predstavilo 13 različnih ustanov. V Braslovčah so za počitnice otrok in družin zbrali več kot 18.000 evrov. Siliko iz Vrhnike v finalni tekmi futsal državnega prvenstva Boljši od Dobovca. Mestna občina Celje je v Celjskem mladinskem centru uspešno izpeljala prvi participatorni delavnici v okviru evropskega projekta Growing Up. Namen delavnic je bil otroke spodbuditi k razmišljanju o njihovi vlogi v šoli, mestu in družbi ter jim približati razumevanje, da njihovo mnenje šteje in da lahko s sodelovanjem vplivajo na okolje, v katerem živijo. Na delavnicah je sodelovalo 24 otrok iz 8 celjskih osnovnih šol, starih med 10 in 12 let. Delavnici sta pomemben prvi korak pri soustvarjanju mehanizma mladinskega sodelovanja. Zbrane ideje, opažanja in povratne informacije otrok ter mentorjev bodo prispevale k nadaljnemu razvoju projektnih aktivnosti in učnih gradiv. V regijskem študijskem središču so tudi letos v okviru tednov vseživljenjskega učenja organizirali sejem spretnosti. Na njem, tako kot vsako leto, sodelujejo različne ustanove, letos se jih je na sejmu predstavilo 13. Na tradicionalni prireditvi so lahko obiskovalci spoznali različne spretnosti in znanja, od 3D modeliranja do spoznavanja avtohtonih rastlinskih vrst. Sejem je sicer del širših tednov vseživljenjskega učenja. Sejem spretnosti je v bistvu zdaj že naš tradicionalni dogodek v sklopu tednov vseživljenjskega učenja, katerih se kot regijsko študijsko središče vsako leto res z veseljem udeležimo. Tudi letos smo tlele zbrali 13 partnerskih organizacij, skupaj v celotnem dogodku, se pravi tednov vseživljenjskega učenja, se pa udeležuje kar 26 partnerskih organizacij. Od tega je večina izobraževalnih inštitucij, različnih organizacij, ki organizirajo res take praktične aktivnosti, ki so namenjene vsekakor vseživljenjskemu učenju. Šolski center Šentjur je eden od tradicionalnih udeležencev sejma. Letos so se predstavili z delavnico, ki so jo poimenovali Vrednotenje biotske pestrosti in ohranjanje avtohtonih vrst živali. Danes smo tukaj, da vam predstavimo avtohtone pasme, lahko se tudi preizkusite, kateri zna katero slovensko pasmo. Potem predstavljamo biotsko pestrost rastlin, saj veliko otrok v Sloveniji ne ve, katera rastlina dejansko raste na travniku. Redni gost na vsakoletnem dogodku je tudi Fakulteta za varstvo okolja. Letos so pripravili delavnico na temo tal. Fakulteta za varstvo okolja se tudi letos udeležuje sejma spretnosti. Tokrat predstavljamo oziroma sodelujemo z delavnico barve tal, kar pomeni, da ustvarjamo s tlemi. Ker smo fakulteta, seveda je naš osnovni cilj izobraževanje, kar pomeni, da želimo vse udeležence izobraziti o pomenu tal. Tla imajo bistveno večji pomen za naša življenja, kot jim ga včasih pripisujemo. Dogodek vsako leto zaznamuje tudi medgeneracijsko sodelovanje, tako med sejemskimi razstavljavci, kot tudi med obiskovalci samimi. Udeležba pa je bila letos tudi mednarodno obarvana. Naši obiskovalci so v bistvu zelo, je taka različnost skupina, na kar smo zelo ponosni, ker ravno to tedni vseživljenjskega učenja tudi zagovarjajo, se pravi povezovanje različnih generacij, tako da se danes tukaj srečajo od osnovnih šol, srednjih, tudi fakultet, imamo tudi nekaj obiska Erasmus študentov, pa tudi seveda iz različnih zavodov in organizacij, tako da smo res zelo, zelo ponosni na to.
Za nami je tako še en sejem spretnosti, njegov duh vseživljenjskega učenja pa z obiskovalci, ustvarjalci in podporniki živi kar celo leto. V Braslovčah so tudi letos ob koncu maja pripravili prireditev Zvezde med zvezdami. Družabno-glasbeni dogodek ima vsako leto tudi dobrodelni značaj, tako so za počitnice otrok in družin letos zbrali več kot 18.600 evrov. Zvezde med zvezdami že tradicionalno vsako leto pripravljajo občina Braslovče, Novi tednik in Radio Celje ter tamkajšnji gasilci. Na prireditveni prostor, skupni plac, pa vsako leto dogodek privabi številne obiskovalce. Zvezde med zvezdami, prireditev, ki je že 4. leto tukaj v Braslovčah poteka, gre za humanitarno prireditev, ki povabi vse ljudi seveda in s tem namenom, da pomagamo vsem skupaj in pa da dejansko smo nekako tudi družbeno odgovorni. Novi tednik Radio Celje, občina Braslovče in pa seveda vsa gasilska društva pripravljamo to prireditev na skupnem placu v Braslovčah z vsemi glasbenimi gosti in to je naš namen, da se ljudje poveselimo, da se imamo lepo in da uživamo vsi skupaj. Zbrane so letos zabavali znani slovenski glasbeniki Tinkara Fortuna, Nuša Rojs, Saša Lendero, Tilčeh, Miran Rudan in Polka Holiki. Dogodek pa ima kot vsako leto tudi dobrodelno noto. V kuhanju dobrodelnega golaža se je letos pomerilo 13 domačih ekip, skupaj pa so za otroke iz rejniških in socialno šibkih družin tudi s pomočjo donatorjev uspeli zbrati 18.670 evrov. Jaz moram reči, da to je najlepših dogodkov v naši občini in Spodnji Savinjski dolini. Ne nazadnje združuje številna društva, vsa gasilska društva kot taka, predvsem pa vso to delo, ki je danes tukaj angažirano, je za voljo otrok socialno ogroženih družin. In jaz moram reči, da tukaj v bistvu pokaže svojo srčnost ta dogodek kot tak. Tukaj mi pride naprej tista misel, ne vrh poti, cilj, in ta dogodek je tipičen odraz tega, da kako pomembna je pot, da pomagamo drug drugemu, da stojimo drug drugemu v strani in se imamo radi. Zbranim denarjem bodo tako lahko na počitnice peljali med 15 in 20 rejniških družin ter družini iz socialno šibkejšega okolja. V galeriji Božena fotohiše Pelikan v Celju je svoje fotografije na ogled postavila druga generacija maturantov programa Fotografski tehnik Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti. Razstava bo na ogled do 20. junija. Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju letošnje šolsko leto zaključuje šolanje druga generacija njihovega novega programa Fotografski tehnik. In v ta namen so letošnji maturantje pripravili svojo zaključno razstavo v galeriji Božena, fotohiše Pelikan v Razlagovi ulici v Celju, kjer jim je gostoljubje ponudil Muzej novejše zgodovine Celje, katerega del je obnovljena hiša fotografskega mojstra Pelikana v Celju. Vsi, ki se tako in drugače ukvarjamo s fotografijo, bodi si z vidika izobraževanja, bodi si na področju dediščine, med sabo moramo sodelovati, ker smo na nek način organsko povezani in zato sem zelo vesel, da letos smo pravkar odprli že drugo leto fotografsko razstavo zaključnega letnika smeri Fotografski tehnik iz Celjske srednje šole. Namreč na ta način se udejanja tudi osnovni koncept, da se dediščina, ki jo simbolizira, ki jo predstavlja ta fotohiša Pelikan, povezuje z neko sodobno fotografsko dejavnostjo, sodobno fotografsko ustvarjalnostjo in da na nek način ta kontinuiteta fotografskega ustvarjanja pod to hišo, da se nadaljuje. Mladi fotografi so razstavili svoje fotografske izdelke najrazličnejših žanrov in tudi fotografskih tehnik, v katerih se zrcali njihov subjektivni pogled skozi fotografsko kamero, s katerim izražajo tudi močno izpovedno noto kot odsev časa, v katerem živimo. Tako da na razstavi je res kaj videti. Sem zelo zadovoljen.
Vidi se napredek od lanske razstave, ki je bila v bistvu neka otvoritvena, tako da letos smo res razširili tudi število del, ki je razstavljenih. Vsi so se lahko predstavili za zelo edinstvenim procesom in pa mislim, da je nek dober uvod v njihove projektne naloge in pa to, kar sledi za njih. No? Jaz sem na to kvaliteto te razstave ali pa ustvarjalnost zelo presenečena. Kot je bilo že v govoru rečeno, 4 leta nazaj smo imeli tisto njihovo prvo razstavo v decembru 2022. Mi seveda še imamo te Forex vse spravljene in če pogledam danes to razstavo, to je tako, kot bi rekla, da stopiš iz stopničke 1 na stopničko 10. Tako da jaz sem zelo ponosna najprej na naše dijake, dijakinje, potem pa seveda tudi na naše učitelje, učiteljice, ki so pravzaprav te dijake poskušali začutiti, najti v njih talent, kar se da najbolje razviti. Zelo zanimive podobe, torej motivika in predvsem je všeč, da veliko kombinirajo torej različne tehnike, od risbe, skupaj s fotografijo, različni rastri, to se pravi pa zelo različne motivika, torej ponekod je možno izluščiti tudi kakšne zgodbe, ponekod so motivi zelo razpršeni, tako da pač vsak zase pove, kaj misli in kaj čuti. Ne? Ja, jaz sem seveda že pred otvoritvijo malce šel po razstavi in nekatere fotografije so me pravzaprav zelo pritegnile, pravzaprav takoj se vidi na nek način namen ob samem fotografiranju. Ali se želi poiskati res zgolj neka lepa podoba, ali pa je v ozadju tudi mogoče nek mal bolj umetniški razmislek oziroma ima ta fotografija tudi neko dodatno sporočilo. Te mene seveda praviloma zmeraj bolj pritegnejo. Kako pa so razstavljavci, dijaki, ki so te fotografije ustvarili, zadovoljni za razstavo sedaj, ko je na ogled javnosti? Zanimivo je, ker pač vsak je prikazal kar je njemu všeč, pa na svoj način, kako pač vidi skozi objektiv stvari. Pa meni se zdi zelo všeč, pač vsi so zelo dobro naredili, vsak je malo po svoje predstavil, kaj mu je všeč, pa kako vidi čez svoje oči, pa pač moram pohvaliti vse. Ocena jaz bi rekel 10 od 10, zato ker je lepa razstava, mislim, prostor je velik in se mi zdi prav, da imamo tako priložnost v tem prostoru svoje dele razstaviti in pokazati tudi drugim, ne da sam nam ostanejo v spomin. Pričujočo razstavo si je v galeriji Božena vsekakor vredno ogledati. Na ogled bodo 20. junija letos. Več o njej pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V 5. tekmi finalne serije državnega prvenstva v futsalu je Siliko iz Vrhnike po streljanju kazenskih strelov 6-5 premagal moštvo Dobovca. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov, Dobovec ostaja pri 7. Najprej bi čestital Siliki na naslovu. Mislim, da smo odigrali vrhunski drugi polčas. Ja, mislim, da smo mogli tekmo rešiti. Bili smo dosti boljši nasprotni drugi polčas. Nismo zabili, na koncu penali. Drugi smo v tej seriji izgubili na penale. Penovali smo tu bili najboljši. Ampak ni zato jaz ponosen na svoje fante. Mi smo odigrali vrhunsko sezono. Celo bi rekel nad pričakovanje. Tak da evo, čestitke mojim fantom, pa še enkrat čestitke Siliki za naslov. Fantje so udarili par 6 metrov, ampak to je, ko pride utrujenost, malo živci naredijo svoje in lahko malo nekaj treniraš, ampak ko pride odločitev, se lahko v sekundi vse spremeni in danes je in nimamo kaj. Moram si pogledati tekmo, prvi polčas je izgledal zelo dobro in fizično in dobro smo stali na igrišču. In nekako smo gradili na tem, da bomo drug polčas nekako igrali na tempo, ker nas je več nas je bilo v rotaciji, vse je šlo kontra. Mi smo bili bolj utrujeni, oni so bili bolj sveži. Zanimivo, ne morem verjeti, ampak zasluženo. Dobovec je dvignil, prvi gol so nam dali, dvignili se, drugi gol so nam dali. Mi smo bili prvi polčas boljši, oni pa drugi. Trpeli smo, tudi igralca manj smo imeli, trpeli smo. Preživeli smo, bom tako rekel, in na koncu nekako vzpostavili ravnotežje. Po taki tekmi sigurno
ni enostavno niti voda, težka tekma zelo za voditi in evo, drama na koncu, penalni, 5. tekma, zmagali smo. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. V prihodnjih dneh se nam torej obeta še nekaj dežja. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.